Pozdravljeni. Od velike nagrade Singapurja bo stopila v veljavo nova tehnična direktiva v svetu Formule 1. Poglejmo si skupaj, zakaj gre in kakšne bodo predvidoma spremembe. Na začetku je treba poudariti, da nova tehnična direktiva še zdaleč ne pomeni spremembe tehničnega pravilnika v sezoni 2023. Gre za implementacijo, razlago, izboljšavo tistega, kar smo videli do sedaj. Znano je, da v svetu Formule 1 se zmeraj skuša malce ukriviti pravila. In v tem primeru stopijo v veljavo tehnične direktive, ki znova postavijo tiste količke, mimo katerih se ne sme. Primer, da bomo bolje razumeli, o čem govorim. Naprimer, minimalna masa bolidov je točno določena v tehničnem pravilniku, ampak način, kako se to meri, ni. Kako se meri maso bolidov, je razloženo in točno definirano v tehničnih direktivah. Seveda so tiste, katere so verjetno marsikomu že same po sebi umevne in so novosti, ki nastopajo v primeru, da nekdo je dobil neko bližnjico v tehničnem pravilniku ali pa da je situacija enostavno nevarna. V sezoni 2022 je stopila v veljavo tehnična direktiva 039. In to zaradi tistega poskakovanja, ki je bilo, bodimo iskreni, izjemno nevarno. A tudi v prejšnjih sezonah smo imeli takšne in drugačne tehnične direktive. In prav danes bomo videli, zakaj je te dokumente potrebno imenovati z celotno šifro. Namreč že prej omenjena tehnična direktiva 039/2022 je bila pogostokrat citirana kot tehnična direktiva 39. A poglejmo si, kaj pravzaprav bo stopilo v veljavo na veliki nagradi Singapurja. Govorimo o tehnični direktivi 018/2023. In ta tehnična direktiva se bo dotikala aerodinamičnih površin bolida Formule 1 in njihove togosti. In da se bomo razumeli po tehničnem pravilniku, če smo malce bolj natančni, členu 3.2.2, morajo biti vse aerodinamične površine bolida Formule 1 toge in se ne smejo upogibati, razen tiste, ki so pač dovoljene samim pravilnikom, in tu poenostavljeno govorimo o sistemu DRS. A po drugi strani se vsi mi strinjamo, da material, kot je v tem primeru ogljikova vlakna, so gibka, v nekaterih primerih bolj, v drugih manj. In tako prednji kot zadnji aerodinamični stabilizator, naprimer pokrov pogonskega sklopa bolida Formule 1 na ravninah, ko se sila zračnega toka poveča, se malce podaja. In po svoje bi marsikdo dejal, da to je prepovedano s tehničnim pravilnikom, ki je jasen. Po drugi strani moramo biti življenjski. Vsi vemo, da absolutno togih materialov ni. In pravzaprav zato so tehnične direktive, ki nekako zapovedujejo tudi način merjenja. In seveda ekipe Formule 1 morajo tehničnemu delegatu oddati načrt in tehnološki postopek, kako je neka podrobnost izdelana, in nato seveda sledi še tehnični pregled.
Verjetno marsikdo izmed vas je opazil, da pred začetkom vikenda ekipe pripeljejo bolide na tehnični pregled, kjer se razne komponente izmerijo in nato dobijo tisto nalepko, da so pravzaprav s tehničnim pregledom opravile. A kar se tiče prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja ter profilov, je upogibanje leteh v zračnem toku zadeva, ki je prisotna v Formuli 1 že desetletja. Najbolj na površje med nas, običajne navdušence, je ta pojav prišel v sezoni 2011 pri ekipi Red Bull. In od takrat naprej pravzaprav je to eno izmed področij, pri katerih inženirji, predvsem FIA, skušajo najbolj zaustaviti, imenujmo jo fantazijo inženirjev pri raznih ekipah. A sedaj se moramo za trenutek ustaviti pri sami številki te tehnične direktive. Namreč, če boste zasledili v raznih virih, da gre za tehnično direktivo 18 ali tehnično direktivo 018, bo verjetno marsikomu izmed vas to bilo že nekako znano, kot da bi nekje že slišali o tem dokumentu. In verjemite mi, res ste slišali o tehnični direktivi 018, ampak v sezoni 2021. Zato je pomembno, da šifre tehničnih direktiv navajamo v celoti. Takrat, če se kdo izmed vas spomni, so pri FIA začeli merjenje gibkosti zadnjih aerodinamičnih stabilizatorjev. Tu je Ferrari SF21 iz dotične sezone in takrat se je merilo, koliko se upogiba zadnji aerodinamični stabilizator na ravninah. Še danes imamo na glavnem in pomožnem profilu zadnjega stabilizatorja tiste merilne točke, tiste pike, ki pomagajo nadzirati s pomočjo kamer, ali se kompleten stabilizator upogiba ali ne. A tokrat, zopet v tehnični direktivi 018, ampak skozi 2023, gre zadeva malce naprej. Pri FIA zahtevajo nove izračune in nove načrte, ki bodo nekako onemogočili to upogibanje aerodinamičnih elementov in seveda nove statične teste. Znano je, da pravzaprav pri FIA so sedaj razmišljali v smeri, da razni aerodinamični elementi se upogibajo linearno. Naprimer, če element obremenimo z silo A, se ta poda za, naprimer, kot B. In nekako v pravilih so se držali načela, da če silo A podvojimo, se bo sorazmerno podvojil tudi kot. Ampak v resnici inženirji so bili malce bolj pretkani. Aerodinamične površine so izoblikovali tako, da se obnašajo nelinearno. Torej, če pod silo A se upogne element za kot B, če damo dvakrat silo A, se bo verjetno element upognil za petkratnik kota B ali več. In sedaj skušajo to nekako odpraviti, to nekako omejiti. Seveda, znano je, da ekipe Formule 1 so zmeraj korak pred tistim, kar tehnični delegati FIA sploh lahko preverjajo. Zato imamo tehnične direktive, ki skušajo razložiti, po svoje omejiti vse tiste svobode, ki so si jih domiselni inženirji nekako priborili. A mi, navdušenci, moramo vedeti v bistvu, zakaj gre. Tehnične direktive so dokumenti, ki nam, navdušencem, niso na voljo. Na voljo je le tehnični pravilnik, poleg športnega in finančnega, kjer so zadeve jasne. A verjamem, da boste tudi vi naleteli na takšne in drugačne članke tik pred veliko nagrado Singapurja. Zato je prav, da že danes vemo, kaj lahko pričakujemo
in si skušamo predstavljati, kaj bo tam notri pisalo. Bo to pomenilo kakšno spremembo v sami jakostni lestvici ekip? Po mojem osebnem mnenju niti ne. Ampak znano je bilo, da na primer pri Aston Martinu so na začetku sezone imeli kar nekaj različnih konfiguracij, tako prednjega kot zadnjega aerodinamičnega profila. Prav zato, ker so vlagali kar nekaj sil v to področje upogibanja raznih profilov. In če ne verjamete, da profili v Formuli 1 spreminjajo položaj, bi vas rad opozoril, da ko spremljate prenose, glejte, ko prednja kamera kaže tako glavni kot pomožne profile. Videli boste, da na ravnini tej grejo navzdol in seveda, ko se začne zvirati, kar naenkrat poskočijo navzgor. Če ste to že opazili v preteklosti, bodite pozorni, kaj se bo dogajalo od velike nagrade Singapurja naprej. Bo še ta malenkost opazna ali bodo pomožni profili na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju dobesedno fiksni. In tudi to nam bo pomagalo razumeti, kaj pravzaprav prinese v sodobno Formulo 1 tehnična direktiva 018/2023. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.